Jaz moram reči, da sem v ta program pristopila čisto po naključju. Poklicala me je bivša sodelavka in me prvo, kar me vprašala, je rekla, saj ti si pa že stara 50 let, ne, na kar sem odgovorila, da da. Je rekla, no potem pa se lahko vključiš v ta program. Moram reči, da na začetku nisem imela nobenih posebnih pričakovanj, ker nisem niti prav vedela, zakaj se gre. No, tekom obiskovanja tega programa pa moram reči, da mi je bilo postajalo vse bolj zanimivejše in sem si dejansko okrepila tudi kompetence za aktivnejše vključevanje na trg dela. Spoznala sem mnogo novih stvari, predvsem z področja socialnega podjetništva, kar mi je bilo do tedaj neznanka, bom rekla. V bistvu osvežiš oziroma obnoviš tista neka znanja, ki si jih nekoč že pridobil, navežeš nove stike in pa ponudila se nam je priložnost, da se zaposlimo v okviru javnih del z ustanovitvijo zadruge Kooperativa Dame. Bilo eno prijetno druženje, spoznavanje novih ljudi. Vsi naši predavatelji so bili zelo tudi motivirani, da nam povedo kaj novega, da nas naučijo. Tako da je bilo eno, bom rekla, zelo prijetno vzdušje. Nasploh se ve, da ko si star 50+, možnosti za zaposlitve pri nas enostavno ni. In niti približno se ne bi mogle zaposliti nikjer. Tako da je to, da smo se vključili v to usposabljanje in potem dobili podporo pri ustanovitvi naše zadruge, neprecenljivo v bistvu. Ja, če se spomnim dobro leto dni nazaj, ko sem nekako razmišljala, kako nadaljevati svojo poslovno pot, sem po naključju izvedela za program Izkušnje štejejo. Za vključitvijo v ta omenjen program sem potem res da v začetku pridobivala še neka druga nova znanja, obnavljala že nekje pridobljena znanja in predvsem spoznavala nove ljudi, tako na strani predavateljev kot tudi na strani slušateljev, udeležencev programa. Izmenjali smo kar precej izkušenj in morda dobili kar velika skupina tudi dosti zagona za delo naprej. Saj obdobje brezposelnosti zagotovo za nikogar ni ravno zelo motivacijsko obdobje. Torej, na podlagi pridobljenih znanj, srečanja novih ljudi se je potem izkristalizirala tudi moja poslovna ideja in še posebej veliko srečo sem imela, ko sem predstavila svojo poslovno idejo, da so se mi pridružile Danica in dve Metki in da smo potem z podporo organizatorjev izobraževanja zelo hitro pristopili k pripravi in izdelavi ustanovnih aktov in registraciji zadruge Kooperativa Dame, ki pa danes že že kar leto dni posluje. Prva dejavnost je proizvodnja in predelava lokalno pridelane hrane v vloženih zadevah, torej naše vloženine. Cateringi tudi z enakim pridihom, da se naslanjamo na lokalno pridelano hrano in uporabljamo tradicionalne recepte. In še seveda zelo pomembna dejavnost je, da upravljamo kavarniško dejavnost v Lutkovnem gledališču v Mariboru, v Minoritski kavarni, ker se nam seveda zadeve kar lepo odpirajo in razvijajo. Smo v Minoritski kavarni, tukaj je naš lokal, sobote oziroma vikendi, ker ponujamo seveda vse, kar v kavarno sodi, predvsem pa so pomembne naše sladice. Tako. Nekako je to.
Torej, naši načrti za prihodnje so kar precej smeli. Danes zaposlujemo 4 osebe, seveda vse preko javnih del in trdno smo prepričani, da bomo v letu 2016 te zaposlitve tudi ohranili in zagotovo ne bomo vrgli puške v koruzo. Vzemi svoje flaše.